Česar ne bi nosili na transparentu na trgu, tudi ne objavimo na družbenih omrežjih. To je eno od pomembnejših pravil, ki ste jih gotovo že slišali. Seveda pa imamo pravico objaviti marsikaj. Pravica do svobode izražanja je ena temeljnih človekovih pravic in svoboščin. To pomeni, da lahko svobodno razmišljamo ter sprejemamo in izražamo svoja mnenja in ideje. Svobodo izražanja zagotavlja tudi ustava, ki je nekakšna zbirka temeljnih pravil v državi, s katerimi morajo biti usklajeni vsi drugi zakoni in predpisi. Tudi vi lahko na Instagramu napišete pohvalo. Denimo, Infodromovi novinarji delajo super prispevke. Ali pa kritiko. Zadnji Infodrom so novinarji res slabo sestavili, premalo športa. O tistih, ki delajo v javnosti ali upravljajo z javnim denarjem, torej o politikih, javnih osebnostih in tudi novinarjih, imate pravico napisati več. O svojih sošolcih, ki niso javne osebnosti, pa ne. Ni pa dovoljeno na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali v časopisu napisati čisto vsega. V ustavi piše, da je prepovedano spodbujanje k narodni, rasni, verski in drugi neenakopravnosti. Prav tako je prepovedano razpihovanje sovraštva in nestrpnosti. Z drugimi besedami, prepovedan je sovražni govor. Besede, ki ponižujejo ali posameznike in skupine postavljajo v podrejen položaj, vplivajo na to, kako bodo z njimi ravnali drugi ljudje in seveda, kako bodo ti ljudje in skupine dojemali sebe. Pri javnih objavah pa so še posebej pomembna dejstva, torej resnica.